Dobro večer, ljubiteljince, ljubitelji športa. Pred nami je tekma in sicer kadetske lige, polfinalna skupina B. Rokometaši Jeruzalema pa so na Hrdeku pred zelo lepim številom gledalcev, blizu 300 gledalcev, se je namreč zbralo na tem derbiju, gostili rokometaše Celja Pivovarne Laško, glavne kandidate za naslov državnih prvakov v sezoni 2012-2013. Celjani se v preteklosti lahko pohvalijo tudi z naslovi državnih prvakov pri mlajših dečkih B in mlajših dečkih A ter pri starejših dečkih B in A. Skratka, to je zasedba, ki v Celju je ena izmed najboljših nasploh v zgodovini celjskega rokometa. Rokometaši Jeruzalema pa so eno izmed večjih, če ne celo največje presenečenje letošnje sezone, namreč ekipa nastopa letos odlično in pa pridno zbira točke ter zmage in trenutno stanje na lestvici pred to tekmo je bilo sledeče. Vodijo Celjani s 15 točkami v odigranih 8 tekmah, 7 zmag, 1 remi brez poraza. Ormožani pa so v 6 odigranih tekmah zmagali 5krat in pa enkrat remizirali. Remizirali pa so prav v prvem delu prvenstva proti ekipi Celja v Zlatorogu. Bilo je neodločeno 31-31, v polčasu so vodili Jeruzalemčki v Zlatorogu z rezultatom 17-16. Prvi zadetek na srečanju pa je dosegel, lahko rečemo kar kapetan mlajših kadetov, gre za slovensko reprezentanco Slovenije, to je Jaka Malus. Ja, fant, ki je letos za člane Celja Pivovarne Laško odigral že 4 tekme in dosegel tudi 5 zadetkov. Zanimivo, teh 5 zadetkov pa je dosegel proti članski ekipi Jeruzalema. Napad Ormožanov, organizator igre Miha Kulmančič na zunanjih položajih, desno Jure Kocbek, levo Rok Cvetko, pravkar pa je Jure Kocbek izkoristil prostor in pa tam so storili Celjani prekršek za najstrožjo kazen. Izvajalec Demetrovke pa pri Ormožanih je Miha Kulmančič in pa uspešno. Ja, v golu Celjanov pa eden izmed največjih talentov ne slovenskega rokometa, ampak celo svetovnega rokometa, to je Urhe Kastelic v vrste Celja, je prišel iz vrst Krškega. Tukaj pa so v obrambi storili napako mladi fantje iz Ormoža in potem je Jaka Malus iz Demetrovke ponovno zadev in povedel ekipo Celja v vodstvo z 2-1. No, nismo predstavili še krožnega napadalca na začetku tekme, je na črti tekmo pričel Matic Topolovec, na krilih desno Vit Lukman, levo Nejc Šandor in pa potem v golu Tomaš Cvetko. Ja, na tem srečanju je kar mrgolelo slovenskih reprezentantov, na širšem seznamu na tem srečanju kar 13 fantov, tukaj pa lep zadetek. Tobias Cvetko, eden izmed redkih Celjanov, ki je rojen leta 1997 in nastopa v tej ekipi letnikov 1996. Tukaj pa lepa akcija, asistenca Kocbeka in pa zadetek Matica Topolovca. Sicer so rokometaši Jeruzalema do te tekme premagali Gorenje 32-24, remizirali v Celju 31-31, zmaga v gosteh pri Šmartnem 42-30, potem visoka zmaga v tistem pravem derbiju, ki odloča o končnem verjetno drugem mestu in pa potniku na Final Four v Krškem 38-22, domača zmaga proti Mariboru 30-22 in pa gostujoča zmaga proti trboveljskemu Rudarju 35-30. Celjani so torej remizirali z Ormožani 31-31, nanizali pa 7 zmag in sicer premagali so Dravo 51-26, Šmartno 32-22, Krško 32-30, Maribor 24-17, Rudar 39-31, Gorenje 35-27 in potem še v prvi tekmi v drugem delu sezone Dravo 41-31 na Ptuju. Videli smo še eno 7-metrovko Celjanov in pa uspešen zadetek Malusa, no na drugi strani pa je zadev tudi Jure Kocbek, zelo zanimiv rokometaš, tudi ime, ki je vse bližje tistemu širšemu seznamu slovenske reprezentance. Tukaj pa krasen, natančen strel Kulmančiča za izenačenje na 4-4. Ja, kar marsikaj lahko povemo o mladih fantih, torej spoznali smo že nekaj možakarjev, poglejmo še zasedbo Celjanov. Organizator igre je Rok Cvetko Celjski, potem na poziciji desnega zunanjega je pričel tekmo Tobias Cvetko, na poziciji levega zunanjega Jaka Malus, na krilu desnem mlajši od bratov Marguč, gre za Gala Marguča, na levem krilu Husar in pa na črti Bedžeti. Tukaj pa
mlajši od bratov Marguč, igralec številko 19, Gal Marguč, ki je zapravil 100% priložnost in ostaja pri izidu 4-4. Tukaj pa je poskušal Rok Cvetko Celjski, ampak je njegov met končal nad vrati in pa potem polproti napad Jeruzalemčkov. Rok Cvetko tam je imel veliko prostora, da poda proti Topolovcu, no potem je podal šele v drugem poskusu, kjer pa ni bil za to podajo najbolj pripravljen krožni napadalec Jeruzalema in škoda ostalo je pri vodstvu Celjanov 4-4 oziroma pri izenačenju na 4-4. Poglejmo zdaj ta napad in pa priložnost Ormožanov, da prvič na srečanju povedajo, no potem pa tam tehnična napaka Roka Cvetka, ja, trema in pa velik obisk športne dvorane na Hradeku je storil kar veliko težav tem mladim fantov na eni in drugi strani. Trema je bila res zelo prisotna, no zdaj pa dobra obramba Tomaža Cvetka in pa potem skozi sredino Miha Kolmančič do vodstva Jeruzalema s 5-4 in pa še dvominutna kazen za igralca številko 15 Jakoba Bedžetija. Ja, Celjani so presenetili Ormožane, kajti Ormožani so se pripravljali na celjsko igro 5-1 in pa 3-2-1, no potem pa so Celjani odgovorili na srečanju na Hradeku z obrambno različico 6-0. Tukaj pa uspešen Luka Kikanovič, eden izmed 8 slovenskih reprezentantov pri Celju, namreč Blaž Janc, Urh Kastelic, Blaž Husar, Rok Cvetko Celjski, Luka Kikanovič, Gal Marguč, Jaka Malus in pa Jakob Bedžeti. To je kar 8 fantov, ki je na širšem seznamu reprezentance letnika 1996, katerega vodi trener Jeruzalema Saša Prapotnik. No, zdaj pa smo videli lepo akcijo in pa zadetek Matica Štumbergerja za ormoško vodstvo 6-5. Po začetnem vodstvu Celjanov 3-1 in pa 4-2. Zdaj je boljša igra Ormožanov, ampak vseeno so Ormožani v prvem polčasu storili še vedno preveč napak, čeprav so odigrali odličen prvi polčas. No, tukaj je Luka Kikanovič bil spet nezaustavljiv z razdalje in izid ponovno izenačil na 6-6. Ja, Luka Kikanovič je bil tudi najboljši strelec Celjanov na tistem prvem srečanju v Zlatorogu, tukaj pa zdaj čudna sodniška odločitev, češ da je eden izmed Ormožanov prestopil, sodnika pa sta prihajala iz Brežic Luka Šebek in pa Dejan Colner, sodnika, ki ne sodita niti blizu tiste zlate sredine sodniških parov v Sloveniji. Ormožani so v tem primeru nekoliko tesneje pokrivali Kikanoviča, no zato pa je bilo več prostora na črti in seveda Celjani so to takoj izkoristili in preko Bedžetija povedli z rezultatom 7-6. Ja, na zadnjem recimo finalu so mladi Celjani v Ajdovščini osvojili naslov državnih prvakov, tukaj pa prekršek nad Štumbergerjem in pa dvominutna kazen za Blaža Husarja in pa 7-metrovka številka 2 za Ormožane. Miha Kolmančič proti Urhu Kastelicu, fantu visokem preko 2 metra, ampak v tem primeru je, mislim, da žoga spolzela iz rok domačemu fantu in ostalo je pri vodstvu Celjanov z rezultatom 7-6. Ja, nekaj že na začetku tekme, kar nekaj zapravljenih priložnosti in pa zdaj še odbitek, katerega niso pobrali rokometaši Jeruzalema in 2 zaporedna zadetka Bedžetija v 14. in 15. minuti za vodstvo Celjanov z 8-6. Rok Cvetko tukaj v prodoru 1-1 in tu ni dvoma, dvominutna kazen za Kikanoviča. Luka Kikanovič, igralec številko 5, dejal sem, na prvem srečanju polfinala v Zlatorogu je dosegal kar 8 zadetkov, malo 7, Bedžeti 6, v vrstah Jeruzalema Kolmančič 9, Cvetko 8 in pa Kozbek 6. Tekma pa je bila res dramatična do samega zaključka tekme. En čas so bili Celjani bliže zmagi, na koncu tekme pa so bliže zmagi bili mladi rokometaši Jeruzalema, na koncu pa se je končalo s pravičnih 31-31. Napad rumeno-modrih in pa tam dobra obramba Tomaža Cvetka, pa protinapad, kjer je hiter Dejan Kociper, ki je zamenjal na levem krilu Nejca Šandorja in pa prvi zadetek Kocipra, 7. za Jeruzalem. Tukaj prodira Husar, pa zdaj Malus, pa tam, no, to je Malus, igrali številko 13, dejal sem, letos je članom Jeruzalema v Zlatorogu nasul 5 zadetkov in pa z desne strani poskus Marguča, ampak znova dobra obramba Cvetka in pa priložnost za zadetek Ormožanov, potem pa tam sklopi Kikanovič in tukaj bi sodnika lahko mirne duše
pokazala celo rdeč karton, grob prekršek nad Kociprom, še sreča, da ni prišlo do hujše poškodbe, no na koncu sta sodnika Šebek in pa Colner pokazala le dvominutno kazen Kikanoviću, čeprav tudi, če bi pokazala rdeč karton, ne bi bilo nič narobe. Ormožani z igralcem več v napadu in pa potem zadetek za izenačenje na 8-8 Roka Cvetka, ki se je po začetni nervozi in pa tremi te znebil in potem zaigral v nadaljevanju veliko bolje, no tukaj zdaj okvir vrat pomaga Ormožanom in pa nov napad Jeruzalemčkov, nova priložnost za vodstvo. Poglejmo Rok Cvetko, Jure Kocbek tam dobro prodoru, tam udarec in pa prekršek Malusa za 9 metrovko. Ja, tukaj je šlo za udarec celjskega rokometaša v obraz Kocbeka, ampak Kocbek je lahko nadaljeval z igro, napad Ormožanov z igralcem več, pa tam priložnost na desni strani in pa natančen Vit Lukman za ormoško vodstvo z 9-8, 5-4, 6-5, 9-8, to so vodstva rokometašev Jeruzalema in pa potem ukradena žoga Kolmančiča, ki pa potem ni imel pomoči se strani svojih igralcev, da bi mogoče Ormožani prišli do lahkega zadetka in pa nova priložnost za +2 pa Ormožani na tem srečanju še niso vodili. Kolmančič tam proti krožnemu napadalcu Topolovcu, ki so ga kar trije Celjani spravili na tla in pa nova 9-metrovka in pa zdaj tudi po tem poskusu Kolmančiča znova odlična obramba Kastelica. Dejal sem, ne up slovenskega, ampak celo svetovnega rokometa, fant meri preko 2 metrov, tudi letos je na 3 tekmah branil oziroma je kar v nekaj tekmah celo v Ligi prvakov branil v vrstah Celja. No, na kadetskih tekmah pa je zanimivo, Kastelic branil le 3-krat oziroma nastop na Hrdeku je bil njegov 3., no vse 3 tekme pa je opravil prav proti ekipi Jeruzalema. Torej, tu je dokaz, da ekipa Celja spoštuje ekipo Jeruzalema, ki letos igra res odlično in to je seveda hvale vredno, torej da so Ormožani na dobri poti. Še enkrat, le 3 fantje so letnika 1996, to sta brata Cvetko, Rok in pa Tomaž ter pa Jure Kocbek. No tukaj napaka zdaj Kikanovića in pa lepa priložnost, da znova Ormožani uidejo na 2 točki prednosti, tam prekršek nad Kolmančičem in ostaja pri vodstvu Jeruzalema z 10-9. Nikakor Ormožanom ni uspelo, čeprav so imeli kar nekaj lepih priložnosti, da bi v prvem polčasu ušli na prednost 2 zadetkov, ali je jih zmeraj zaustavil na poti k +2 vratar Kastelic ali pa kakšna tehnična napaka oziroma zgrešeni strel. No tukaj Kikanović tam na črti proti Bedžetiju, ki pa je v tem primeru iztržil 7-metrovko. 13-tica Jaka Malus pa na črti 7 metrov. V prvem polčasu so Celjani izvajali 3 7-metrovke, vse 3 je uspešno realiziral Jaka Malus, ki je bil tudi najboljši strelec Celjanov v prvem polčasu. Do odmora je namreč fant dosegel 6 zadetkov, 3 iz igre in pa 3 iz črte 7 metrov. No, tudi na drugi strani 7-metrovka za Jeruzalemčke, ampak Jeruzalemčki na tem srečanju niso bili pri strelu iz 7 metrov. Spomnimo se, Kolmančiču je žoga ušla, tudi v tem primeru je Kastelic zaustavil poskus Kocbeka, skratka škoda, potem pa odlična obramba vratarja Blaža Kuzmiča, ki je zamenjal v golu Tomaža Cvetka, pa potem v prodoru Rok Cvetko tam pod prekrškom, pa kljub vseeno zadetek za vodstvo Jeruzalema z 11-10. Skratka, Ormožani so se predstavili s hitro igro, čeprav še mislim, da so fantje jih zaigrali v prestavi niže kot zmorejo. Enostavno je Trema naredila svoje. Naj povem, da zmagovalec te tekme je bil že zagotovo zmagovalec polfinalne skupine B in pa udeleženec Final Foura, ki pa bo potekal prav pri zmagovalcu polfinalne skupine B, torej ali pri ekipi Celja ali Jeruzalema. Prav to srečanje je dalo oziroma bi dalo odgovor, kdo bo domačin tega zaključnega turnirja. In tukaj 7-metrovka, prekršek nad Cvetkom in pa priložnost, zdaj že verjetno 3., 4., morda celo 5., da bi Ormožani
ušli na 2 točki prednosti v zaključku tega prvega polčasa. Tilen Kosi, letnik 98 na črti 7 metrov in pa spet fenomenalni Urh Kastelic in na mesto vodstva Jeruzalema z 12-10 napad Celjanov za izenačenje in pa potem kar steka razbija ormoško obrambo Rok Cvetko Celjski za izenačenje na 11-11. Skratka, Ormožani so zapravili preveč priložnosti v prvem polčasu, enostavno so bili boljši nasprotnik, ampak tega niso znali kronati. Tukaj je lepa asistenca znova Kocbeka do Topolovca in pa novo vodstvo Ormožanov z 12-11. Škoda res za te zgrešene 7-metrovke, kar 3 so si privoščili Ormožani, no potem tudi poskus Malosa, tam se je sicer žoge dotaknil vratar Kuzmič, ampak sodnika sta pokazala, da je šlo za prekršek in pa napad iz 9 metrov. Malos, ki je držal vse niti igre v svojih rokah, je tudi v tem primeru neoviran prišel do meta in zadev izenačil na 12-12. No, žal pa so potem Ormožani storili nekaj napak. Tukaj najprej Rok Cvetko je izgubil žogo, pa so potem vseeno do te žoge prišli rokometaši Jeruzalema in pa nov napad za Ormožane, sodniški roki sta bili v zrak, pa potem je spodrsnilo Mihi Kolmančiču in pa potem sporna situacija, koraki tukaj Celjanov, ampak sodnika jih nista dosodila. Med strelce se je vpisal Jakob Jovan Hrustelj, ob tem sta še sodnika prekinila hitri center Ormožanov in Ormožani so zaigrali na postavljeno obrambo. Skratka, v tem zaključku dve sporni situaciji in pa v tem primeru tu je šlo za prekršek nad Kociprom, če ne že 7-metrovka, pa zagotovo vsaj 9-metrovka, no potem so slabo v obrambi reagirali Ormožani in praktično v zadnjih sekundah je dosegel zadetek Jaka Malos za celjsko vodstvo 14-12. Škoda, Ormožani so imeli vse niti igre v svojih rokah, ampak v tistih odločilnih trenutkah niso bili dovolj natančni. Spomnimo se, zapravili so 3 7-metrovke, storili nekaj tehničnih napak, Celjani pa so enostavno prekvalitetna ekipa, da vsega tega ne bi izkoristili. Ob tem so imeli v golu izvrstnega Urha Kastelica in pa v polju odličnega Jaka Malosa in to sta bila možakarja, ki sta prevesila tehnico v prvem polčasu na stran Celja. Tukaj rumeno-modri v napadu, nič krivi, nič dolžni, so prišli do 2 točk prednosti v zaključku prvega polčasa, no potem pa smola tam za vratarja Tomaža Cvetka in prvič na srečanju, da je katera izmed ekip vodila za 3 in to so bili Celjani pri vodstvu s 15-12, no potem pa je Rok Cvetko dosegel zadetek za 13-15. Ti meti stale so v zadnjem letu postali specialnost Roka Cvetka, no na drugi strani pa znova obramba Tomaža Cvetka, pa znova gol z odbitka. To je mislim, da zdaj že drugi takšen prijeti zadetek Ormožanov z odbitka. Škoda, Nejc Čandor je tam pozabil na svojega igralca, stekel je v protinapad in omogočil napako za svojo ekipo, no potem pa zadeva uspešno Miha Kolmančič, čeprav tam ste lahko videli, Rok Cvetko je imel veliko prostora, da bi na levo stran podal do krožnega napadalca Matica Štumbergerja, no na koncu se je vse srečno končalo in pa potem po bilici smole zadetek Malosa. Tukaj so res Celjani imeli kar nekaj sreče, njihovi streli so bili blizu obramb vratarja Tomaža Cvetka, ampak 17-14 v tem trenutku za ekipo iz Celja. Še enkrat ekipa, ki res igra odlično, ki je v vseh letih v preteklosti osvajala naslove državnih prvakov. Zdaj smo videli na koncu še zadetek Kolmančiča, to je bil 15. zadetek Jeruzalema, pa zdaj zadišalo je po prekršku v napadu Tobijas Cvetko, prekršek v napadu nad Rokom Cvetkom in pa Miha Kolmančiča vodi pol proti napad, pa zdaj pri žogi že Rok Cvetko, preigravanje tam je imel samega Topolovca, ampak podaja je bila prepočasna oziroma prepozno je Cvetko opazil svojega soigralca. Zdaj pa nov napad, organizator igre Miha Kolmančič, pa poskus Roka Cvetka, ki pa je končal nad golom Kastelica. Na klopi Jeruzalema so sedeli letniki 1998, ki pa so dan kasneje imeli zelo pomembno tekmo, prav tako proti ekipi Celja in zato na tem srečanju niso dobili priložnosti. Tako da je mogoče celo tudi tukaj kakšna rezerva za prihodnje tekme, namreč kar nekaj fantov
letnika 98 bi lahko vsaj za dobrih 5-10 minut pomagalo letniku 96 na tem zelo težkem srečanju proti Celjanom. No, nov zadetek Cvetka, sodnika pa bi tudi lahko mirne duše pokazala dvominutno kazen, potem eden izmed zgrešenih strelov Celjanov, pa proti napad Ormožanov, ki je njihovo močno orožje, ampak Vit Lukman je tukaj zapravil 100% priložnost in pa priložnost, da bi Ormožani prišli le na gol zaostanka. 18-16, potem Rok Cvetko, tam so se Celjani branili z prostora 6 metrov, komod bi sodnika lahko pokazala na 7 metrovko, ampak sta potegnila prekršek na 9 metrovko. Ja, zanimivo glede sodnikov, da sta bila delegirana za to srečanje velenjska sodnika Mijatović in pa Škerlak, no potem pa so se na Rokometni zvezi Slovenije odločili, da na to tekmo, na ta derbi pred okrog 300 gledalci pošljajo sodnika Luka Šebeka in pa Dejana Colnerja, ki zanimivo prihajata iz Brežic, okolice Brežice Krškega, no recimo Krško pa je glavni protikandidat Ormožanom za uvrstitev na zaključni turnir. Zanimiva torej odločitev Rokometne zveze Slovenije, tukaj pa dober prodor Cvetka in pa 9 metrovka. Ja, Ormožani so preveč igrali po sredini, nič po širini in praktično krila niso imela veliko metov, tukaj eden izmed redkih metov s krila in pa natančen za izenačenje na 18. Nejc Šandor, res premalo žog na krilo, no potem pa takoj zadetek na drugi strani, nepazljivost v vrstah Jeruzalemčkov in znova vodstvo Celjanov 19-18, tukaj slaba podaja Kolmančiča na črto proti Štumbergerju, tukaj pa je zadišalo, tudi publika je zahtevala celo kazen za 2 minuti, ampak sodnika se nista odločila. Zdaj pogledamo poskus Roka Cvetka, stal na uro za izenačenje na 19-19. Ja, Rok Cvetko je na tem srečanju dosegel 7 zadetkov in skupaj z Kolmančičem bil najboljši strelec ekipe Jeruzalema na tem srečanju. Po 4 zadetke sta dodala še Jure Kocbek in pa Matic Topolovec, po enkrat pa so se med strelce upisali Vit Lukman, Dejan Kociper, Matic Štumberger in pa Nejc Šandor. Tukaj izključitev Vida Lukmana, po nepotrebnem je storil pri protinapadu Sivke prekršek za 2-minutno kazen in pa 7 metrovko. Ja, Celjani so na tem srečanju izvajali 6 7-metrovk, vseh 6 pa je v gol spremenil Jaka Malus. To pa so bili trenutki, ko se je odločala tekma. Ormožanom je sicer še uspelo izid izenačiti na 20-20. Poglejmo Kolmančič, tam dober strel in zadetek Kolmančiča za izenačenje na 20-20. Vratar Oštir je dobil priložnost na mesto Kastelica v golu Celjanov, tukaj pa napaka Kocipra. Celjani so igrali namreč napad z igralcem več, točno se je vedelo, kaj mora storiti Kociper, no Kociper je storil tisto najslabše, storil je prekršek za 7 metrovko in potem so Ormožani prejeli še gol za 21-20. Ja, Ormožanom je tukaj počasi zmanjkovalo moči, enostavno so pred srečanjem proti Celju imeli obilico smole, tukaj še obilico smole pri tem metu Cvetka, najprej obramba z nogo v Štirja, pa potem odbitek v prečnik in pa v polje. In pa na drugi strani so Celjani potem imeli napad, da ponovno idejo na 2 gola prednosti, tukaj so lepo odigrali akcijo in zadetek Malusa za 22-20. To so bili trenutki, ko so Celjani počasi privzemali igro v svoje roke, Ormožani pa padali, napaka v obrambi in tam odlična asistenca Malusa do Bedžetija za celjsko vodstvo s 23-20 v 45 minuti. Škoda, kot sem želel povedati pred tem srečanjem, obilico smole za Ormožane pri treningi, namreč ni se vedelo do zadnjega, ali bo nastopil poškodovani Jure Kocbek, potem se ni vedelo, ali bo zaigral prav tako poškodovani Miha Kolmančič, tudi nekaj ostalih fantov je zaradi bolezni spustilo kakšen izmed treningov, tako da se je tu zelo dobro poznalo, namreč Ormožani so v zadnjih 15 minutah povsem popustili, Celjani pa potem v zaključku prišli, moramo reči in pa priznati, do zaslužene zmage, čeprav so se za to
rabili še zelo potruditi. Tukaj poskus Kikanoviča, sodniški roki sta bili v zrak in pa obramba Kuzmiča. Ja, tudi pri obrambah Ormožana sta opravila solidno svojo nalogo, kljub temu pa je celjski vratar Uroš Kastelic zbral skupaj kar 8 obramb več od ormoškega dvojca. Tukaj je prodor Kolmančiča, pa zdaj v sredini Jure Kocbek. Dejal sem igralec, ki prihaja iz Radgone. Recimo za člane Radgone je v drugi slovenski ligi odigral 17 tekem in dosegal 31 golov. No, tukaj pa napaka Ormožanov in v 48 minuti so gostje povedli za 24-20. To je bila trenutno najvišja prednost katere izmed ekip. Dejal pa sem, kar 13 igralcev je na širšem seznamu slovenske reprezentance. Blaž Janc, ki ni nastopil na tem srečanju, namreč pri ekipi Celja, članski ekipi, se je poškodoval Gašper Marguč in Janc Kotlevičar je ostal na treningu članov. No, potem so tukaj Uroš Kastelic, Blaž Husar, Rok Cvetko, Luka Kikanovič, Gal Marguč, Jaka Malos, Jakob Bedžeti, Rok Cvetko, Miha Kolmančič, Matic Topolovec, Tomaž Cvetko, Jure Kocbek, skratka fantje, ki nastopajo za slovensko reprezentanco. No, slovensko reprezentanco pa zdaj ob velikonočnih praznikih čaka nastop v Bosni in Hercegovini, natančneje v Bugojnem, in zagotovo izmed te 13-terice se bo nekaj fantov podalo torej v Bosno in Hercegovino. Tukaj pa prodor Cvetka in pa tam prekršek za 2-minutno kazen. Ja, malo časa je v igri prebil igralec številko 10, to je bil Žiga Stopar, in pa je napad z igralcem več, tam podaja Roka Cvetka lepo do Topolovca. Ja, sicer na tem srečanju ekipi Jeruzalema ni šla igra z igralcem ali celo dvema več, čeprav je to eden izmed glavnih adutov te ekipe. Do te tekme so Ormožani res blesteli v tem segmentu igre, ampak nažalost na tem srečanju jim je spodletelo pri tej igri in tudi ta slab del igre je bil celo odločilen za poraz na tem srečanju. Sicer dobrih 10 minut pred koncem še ni bil zmagovalec znan, kajti v tem primeru 22-25, no potem pa lepa akcija Celjanov in zadetek Marguča za 26-22. Ormožani so sicer Marguča dobro zaustavili, dosegel je le 2 zadetka, prav tako zelo neugodnega na levem krilu Blaža Husarja, ki je prav tako dosegel 2 zadetka. No, vidite pa, da je enostavno Ormožanom v zaključku tekme zmanjkalo moči in pa še enkrat tudi sreče. Zdaj je Vit Lukman zatresel še Prečnik in pa potem menjava Uroša Kastelica. Uroš Kastelic je znova prišel v igro in na koncu tudi zapečatil usodo rokometašem Jeruzalema z nekaterimi obrambami. Tukaj zdaj že prednost +5, 27-22. Ja, Ormožani pa se enostavno niso predali, kajti vsak zadetek je pomemben. Ormožani se borijo za uvrstitev na zaključni turnir. Njihovi zdaj glavni kandidati za tisto drugo mesto pa bodo rokometaši Krškega, ki pa prihajajo v goste na Hradek. Ormožani so v Krškem slavili 38-22, treba pa je povedati, da je ta zmaga s tako visoko prednostjo tudi mogoče celo nekoliko nerealna, namreč Ormožanom je šlo prav vse od rok na tistem srečanju, ekipi Krškega pa prav nič, zato bo potrebno dobro zavihati rokave še na tekmi na Hardeku in potem premagati zelo solidno ekipo Krškega, in to bi verjetno tudi zmaga, s katero bi Ormožani potrdili pot na zaključni turnir. Ja, zdaj pa je že jasno, da bodo organizatorji zaključnega turnirja rokometaši Celja Pivovarne Laško, čeprav se lahko tudi zgodi, da bi Ormožani lahko bili na koncu organizatorji, kajti vseeno bodo Celjanom ponudili možnost, da bi torej sami kot rokometni klub Jeruzalem Ormož na Hardeku organizirali zaključni turnir, kajti na tem srečanju se je zbralo 300 gledalcev. Spomnimo se finala letnikov 98 pred 2 sezonama, ko je dvorana na Hardeku pokala po šivih, ko se je zbralo preko 500 gledalcev, in zagotovo bi Ormožani bili tudi tokrat lahko vzorni organizatorji zaključka Final Foura pri kadeti. Je pa treba povedati, da ta uvrstitev že nekaj pomeni. Ko imaš dobre kadete, je to že dober znak, da
potem sledijo dobri igralci v mladinski konkurenci, kar pa je zelo pomembno potem v prihodnosti za člansko vrsto, tako da v prihodnosti lahko računamo, da bo ekipa Jeruzalema sestavljena z domačih igralcev igrala vidno vlogo tudi v članski konkurenci, namreč letniki 1998 so trenutno na prvem mestu polfinalne skupine B in praktično že skorajda z eno nogo med najboljšo četverico, seveda je pot do tja še zmeraj težka, lahko se zgodi kakšna poškodba ali dve in se potem lahko vsa stvar obrne na glavo. Letniki 1999 se bodo borili letos od mest 5 do 8, kar je znova odličen rezultat, kajti letos so imeli obilico smole pri poškodbah. Letniki 2000 se borijo za uvrstitev na zaključni turnir, skratka 4 selekcije rokometnega kluba Jeruzalem Ormož v samem vrhu slovenskega rokometa in to je dokaz, da fantje dobro delajo in da bo v prihodnosti tudi nekaj od tega imela članska ekipa. No, na koncu se je končalo z zmago rokometašev Celja, zasluženo zmago 30-26, tukaj še nekaj, obramb vratarja Kastelica, po mojem mnenju, poleg Malosa, najboljši možakar tega srečanja, tukaj pa trener Celjanov, Igor Razgor, ki je na koncu bil zelo zadovoljen z zmago ekipe Celja na težkem gostovanju na Hardeku. 30-26 končen izid, poglejmo še enkrat strelce, pri domačih po 7-krat uspešna Miha Kolmančič in pa Rok Cvetko, po 4-krat pa Matic Topolovec in Jure Kocbek. Na strani Celjanov najuspešnejši strelec Jaka Malos, dosegel je, prav boste slišali, kar 13 zadetkov, 6 iz črte 7 metrov, 4-krat je bil uspešen Luka Kikanović, ampak Kikanović je dosegal zadetke v tistih najbolj pomembnih trenutkih, predvsem v zaključku prvega polčasa, ko so Ormožani tudi zamudili priložnost, da na odmor odidejo mogoče celo z 2-3 zadetki prednosti, kajti po mojem mnenju so Ormožani to srečanje izgubili prav v zaključku prvega polčasa, ko niso znali koronati dobre igre z prevzemom vodstva 2-3 golov, ampak so pustili Celjanom, da so na odmor odšli z 2 goloma prednosti 14-12. No, poleg Malosa in pa Kikanovića še 3-krat uspešna Jakub Bedžeti in pa Rok Cvetko, po 2-krat Blaž Husar in pa Jakob Jovan Hrustelj ter pa Gal Marguč, en zadetek pa je dosegel Tobias Cvetko. Tako, tukaj je zadnji trenutki srečanja in pa na koncu pred res krasnim vzdušjem, pred okrog 300 gledalci, še pozdrav, športen pozdrav obeh ekip, tukaj na vaših zaslonih, igralci Jeruzalema, ki so pozdravili svoje navijače, ki so res odlično navijali in pa tudi krasno napolnili športno dvorano na Hardeku, in pa na koncu še pozdrav zmagovalcev rokometašev Celja. Obema ekipama želimo obilo uspeha tudi v prihodnosti in pa da se že znova snidemo na zaključnem turniru, ki bomo videli kje. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.